Evo, pa ga imamo, prvega novega letošnjega iPhona. Sam, aj tale res nov? Ja, je nov. Tole je novi iPhone SE. Ti je pa verjetno malo podoben enemu drugemu, a? Ja, to pa zato, ker so pri Applu uporabili kar ohišje modela iPhone 8. Okej, ampak kaj bi pol fora? V prvi vrsti cena. Tole je daleč najcenejši nov iPhone, ki si ga lahko kupaš. Za več informacij o cenah pa klikni na povezavo v opisu. In ne, pri Applu niso samo vzeli iPhone 8, mu dali novo ime in se začeli pretvarjati, da imajo nov telefon. Spremembe se skrivajo v notranjosti. V ta najcenejši iPhone so namestili njihov najnovejši A13 Bionic procesor. Ja, to je isti, ki ga ima tudi najdražji iPhone 11 Pro. Kaj pa to pomeni v praksi? Da bo tale mala zverina res hudo hitro delala. Najnovejše igrice, obogatena resničnost, multitasking. S tem SE nima nobenih težav, kot se zna zgoditi pri nekaterih telefonih podobnega cenovnega razreda. Telefon ima 4,7-palčni IPS LCD Retina HD zaslon, zadaj je steklo, kar omogoča brezžično polnjenje. Ob straneh pa je aluminij. Z vsemi temi telefoni, ki postajajo čedalje večji, moram reči, da je tole kar prijetno osvežitev. Za odklepanje poskrbi tale gumb s prepoznavo prstnega odtisa. Telefon je na voljo v črni, beli in rdeči barvi, je pa odporen na vlago in prah. Kamera je zadaj 1, ima 12 megapikslov in zaslonko 1,8. Je pa zahvaljujoč A13 procesorju kar pametna, tako imaš tudi portretni način, kjer lahko spreminjaš način obdelave svetlobe v realnem času, ter tudi HDR in prepoznavo obraza. Z novim procesorjem pride še tale luštna fora. Recimo, da fotkaš in na hitro ugotoviš, da bi rajši imel en video. Samo držiš sprožilec in telefon samodejno preklopi v video način. Snemaš pa lahko do 4K resolucije s širokim dinamičnim razponom in stabilizacijo za še boljši video. Za shranjevanje vseh teh vsebin lahko izbereš med 64, 128 ali 256 GB notranjega spomina. Kot pa je pri iPhonih običajno, pa žal nima možnosti razširitve s spominsko SD kartico. Ima pa podporo za eSIM, kar je full cool dodatek. Tudi baterija je solidna, z njo brez težav prideš čez dan. Apple trdi, da omogoča do 13 ur gledanja video vsebin z enim polnjenjem, tako da kakšno sezono serije komot stlačiš noter. Ima pa poleg brezžičnega tudi hitro 18W polnjenje. Evo, to bi bilo na hitro to. Kaj ti meniš o Applovem poskusu na trgu cenovno ugodnejših modelov? A jim bo ratalo? Napiš mi dol spodaj v komentar. Me zelo zanima tvoje mnenje. Pa ne se pozabiti naročiti na naš YouTube kanal. Jaz sem Miha, mi pa se vidimo kmalu. Čau!